Tako, to smo zdaj že naštudirali, ne? Kako funkcionirajo te mikrofončki. Lara, lepo, da si prišla. Ja, Koliko časa nam je vzelo, da so se zmenila? mislim, da kar 1 leto konkretno. Če se prav spomnim, so bila lani marca na kavi. Tako, smo se menila, Prvič. pa se je pa nekaj zgodilo vmes, ne? Tako je, ja. Boš Ja. povedala, kaj se je zgodilo vmes? Ja, enega otročka smo predelali vmes, no, Aha. oziroma, ja, ko sva se midva marca dobila, sem bila že 4 mesece noseča. Ja, ne, se ni. Ja, ni se še porajtal, ne. Ja. Tako da sem takrat že imela malo v mislih, da mogoče bo majčkeno vse skupaj dlje trajalo, kot sva midva planirala, ampak nisem pa takrat dala še vseh teh testov čez, pa tako bom rekla, ne, nisem še niti na kaj na veliko razglašala. Tako da, ja. Jaz sem pred časom, to je pa že par let nazaj, ne, napisal tudi en članek Tako na je, temo Puc, Lara Puc, mislim, da je bil naslov. In tam not sem jaz napisal takole, ne, sem zjutraj gledal. Si živ dokaz, da tudi mladi ljudje znajo razmišljati s svojo glavo in si želijo iz izkušnje življenja izbezati kar največ. Zdaj pa najbolj, da tale stavka, ne, to misel razdelava. Ja. Ker tvoj life, tvoj vsakdan je res tako hudo večplasten, ne. Zelo pester, bom rekla, ja. Ja. Tako je, pri nas je že od nekdaj narava en ogromen del v bistvu našega vsakdana. In jaz si dneva, brez da bi šla vsaj 2-krat na dan na sprehod, ne predstavljam. Tako da jaz bom rekla, da je nek sprehod v gozdu zame ena takšna rutina, ena takšna nuja in potreba, kot recimo zajtrk zjutraj ali pa umivanje zob zvečer. V bistvu mi je to kot nek del osebne higiene. Tako da že to, da grem 2-krat na dan na sprehod, je v bistvu nekaj pomembnega v mojem vsakdanu. Potem pa poleg tega pride še en kup aktivnosti, ki se jih lotevam, bom rekla, razni treningi, od teka s psi do nogometa. No, sej, Ja. to so pa tematike, ki Tako. se jih bomo malo dotaknili, ne. Ja. Vsak je po malo najboljš, ker drugače mislim, itak bo zmanjkalo cajta, pa če Ja. hočemo biti v tem okviru nekih pol ure, recimo, a ne, predstavitvenega intervjuja, pol, ja, res se bomo dotaknili, pa kje začneva? A začneva z veterino? Lahko začneva tam, kjer so se začele moje sanje, recimo Tako. že od majhna. Te najbolj definira v bistvu. Ja, A? mislim, da me. Bi Ja. rekla, da ja. Ja. Ljubezen do živali v bistvu že odkar pomnim. Že odkar pomnim tudi vem, da bom veterinarka, ko bom enkrat dost velika in zrela za to. In zdaj tako si da, dost velika zdaj sem en in korak zrela pred in tem. še mamica. Tako je. Zdaj sem tam. Se pravi, vi ste imeli živali doma od samega Od nekdaj. začetka. Ja, tako. V bistvu najbolj je moje življenje tesno prepleteno s psi, tako bom rekla. Me pa že od nekdaj vleče tudi k drugim živalim, predvsem eksotične živali in pa tudi velike rejne živali. No, bom tako rekla, jaz sem si vedno želela, da bi imeli doma kmetijo. Vedno mi je bilo hudo, ko so začeli v bistvu sosedje opravljati ta kmečka opravila. Na mrvo sem vedno hodila zraven, krompir pobirati. Tako da ne bom rekla samo ta stik z živalmi, ampak načeloma pač ta podeželski lifestyle. No. To mi je od nekdaj v bistvu prinašalo eno notranje zadovoljstvo, v bistvu biti z ljudmi pa delati z njimi, ker se mi zdi, da delo na en poseben način povezuje ljudi. In res uživam v tem, no, bom tako rekla. Tako da mi je bilo od nekdaj hudo, da doma nismo imeli kmetije, ampak je pa to res tudi en kup enega odrekanja. Ne. Tako da mogoče mi je bilo pa zaradi tega prihranjenega vseeno kar nekaj prostega časa. Se pravi, eksotične živali, katere so to? Predvsem Ste imeli neko agamo? tudi agamo smo imeli, Ja, ja, to se dobro spomnim. se to spomniš. Imeli smo agamo kar nekaj let, no, to je imela moja teta. V bistvu bradata agama, pogona viticeps. V bistvu bom rekla tako, zelo razširjena domača žival, no, se mi zdi, da v Sloveniji. Ampak moje srce je vedno nekako pripadalo kačam. Bom rekla, da sem si vedno želela imeti kače, pa so se jih doma vsi zelo bali. Tako da sem potem kar nekaj časa pritiskala. Pa Ina, zdaj imaš neuspešno. kačo. Ampak zdaj pa imam kačo, ja. Zdaj v bistvu imava 4 kače s 4 partnerjem. kače. Tako da kače imam res rada in se tudi trudim, da bi se tale naš okoliš, ki je, bom rekla, do kač še precej zadržan, v bistvu se zelo trudiva oba s partnerjem, da bi približala te živali tudi
našim sovaščanom in pa okoliškim ljudem. No. Ker tudi na vrtcih, na šolah, kamor hodva z njimi, opažam, da imajo otroci v bistvu. Otroci nikoli nimajo nekega prirojenega strahu, ampak pridobljen strah. Zato, ker starši na nje v bistvu, bom rekla, projicirajo neka svoja čustva oziroma neke svoje občutke glede določenih stvari in zelo podobno je s kačami. Tako da v bistvu se dostikrat v vrtcih in v šolah odpre eno novo vesolje otrokom, ki spoznajo, da kača sploh ni neka sluzasta pa grozna žival, kot jim je bilo mogoče na začetku predstavljeno, ampak je v bistvu lahko ena zelo nežna, ena zelo prijetna izkušnja in pa žival. Se pravi, to imata, kako je partner ime? Žiga. Ja, se pravi, Žigom, kaj greš ta po osnovnih šolah, pa malo predstavljate te... Vse, v bistvu si vzameva čas na povabilo šole, vrtca in potem vzameva najine kače s sabo. On je tudi veterinar? Ja, on je pa veterinar, tako. On je pa že naredil faks in je... Ti si pa na poti, na dobri poti? Jaz pa končujem, tako. Zaključujem zdaj zadnji letnik. Wow. Se pravi, si še toliko bolj busy, a ne? Ja, v bistvu zadnji letnik veterine izgleda tako, da imaš samo klinične rotacije pa en obvezni predmet. Kaj pomeni klinična rotacija? To je v bistvu tedenski razpored, pri katerem se v bistvu opravlja delo na različnih klinikah. Te klinike pa zajemajo vse od prežvekovalcev do mesojedov, do eksotičnih živali. Torej v bistvu, da ti res v zadnjem letniku izkusiš popolnoma vse veje veterine. Tudi ne samo delo z živalmi, ampak tudi delo z živili, ker veterinarji smo zadolženi tudi za varnost živil živalskega izvora, tako da v bistvu tudi delo v laboratorijih in podobno. In to zgleda tako, da imam jaz v bistvu že na začetku leta celoten razpored in potem v bistvu upravljam prakso na različnih inštitutih. Kar pomeni pač en teden sem na ekzotih, drug teden na mesojedih živalih in tako. Tako da celoten asortiman v bistvu prečešeš v sklopu študija. Da dobiš res te izkušnje, da se mogoče bolj tudi lažje odločiš, kaj bi ti na koncu sploh počel. Ja, in kaj bo Lara počela na koncu? Ja, Lara ima težave, ne? A je razpeta, Lara? Lara je razpeta, ker Laro preveč stvari zanima. Se tako, kot sem rekla. Moram še enkrat prebrati ten stavek, ne? Ja, jaz se zelo hitro najdem povsod, zato ker, bom rekla, mene hitro stvari začnejo zanimati. In če me nekaj začne zanimati, se lahko zelo poglobim v te stvari in sem tudi ravno tako tekmovalna, da hočem vsem postati res dobra. In meni to včasih vzame ogromen časa, ampak se pa tudi zelo hitro v bistvu asimiliram v stvari. In bom rekla, toliko enih različnih tudi študentskih jobov sem že imela, ki zajemajo različna področja, tudi veterine, od tega, da sem delala na kurjih farmah, do trgovin za male živali, tako res ni, da ni, pa povsod sem se nekako najdla, povsod mi je bilo čisto okej. Tako da jaz mislim, da glede na to, kakšno je povpraševanje trenutno v veterini, glede služb, da dobiti službo ne bo problem, ampak ja, najdete pa nekaj, kar te res veseli, da boš to pol počel praktično celo življenje, to bo pa manj problema, ne. Tega se pa zavedam. Si predstavljam, ja. Ja, tako da bomo videli, nimam še čist plana. Absolutno si bom vzela verjetno še absolventsko leto. Čez dodaten razmislek. Tako, še en razmislek. Greva k psom. Ok, tudi pomembna tema. Ja. Pa konkretno k športu, ki je povezan s psi. Zdaj pa, ker ti povej, kaj je to za ena zvrst športa? Ker mislim, da to ljudje tudi še ne poznajo tako dobro. Ja, bom tako rekla, v Sloveniji še ni tako razširjen, se pa v bistvu zdaj vse bolj pojavlja tudi pri nas. V bistvu pri Canicrossu, ki ga jaz treniram, gre za šport. Tako, Canicross se imenuje šport. Gre pa za to, da sta vodnik in pa njegov pes ves čas tekmovanja povezana med sabo, z eno elastično vrvjo, ki v bistvu absorbira silo vleke. Pes je v oprsnici, tekač ima na sebi pas, ki je v bistvu zelo podoben tekaškemu plezalnemu pasu in v bistvu med njima je ta elastična vrv, pri tem pes ves čas vleče vodnika, tako da ti pomaga premagovati neko razdaljo in ti v bistvu tudi da neko dodatno hitrost. Zdaj, če tako rečem, če nek normalen tekač, rekreativen, teče 1 kilometer v, da reč, 4,5 do 5 minut, tako da se v bistvu dobro počuti zraven, pa da nekako lahko se pogovarja. Ja, to je tak lušno tempo. Tak normalen pace, ne. V bistvu s psom dosegaš brez težav 3 ali pod 3 tudi, kdaj pa kdaj. Tako da to so res zelo hitre hitrosti, bom rekla, kar hude sile na kolena. Samo moraš imeti občutek za
psa. Ja, verjetno, ne. občutek. Za Seveda žival. moraš to tudi trenirati, s psom moraš biti povezan, ni to Tako kar je. tako, da boš ti zdaj psa zapel, pa bo Ja, ja. šel. A ne. Ja, ja. Absolutno moraš imeti neko navezavo, ker to je vse en delo v tandemu. A ne. Pes ne bo nikoli delal zate, če ne bo imel nekaj od tega, ker ni neumen. A ne. Moramo biti fair, mora biti fair odnos. A obstajajo društva, klubi? Ja, v Canicross, Sloveniji je zdaj ja, že kar nekaj jih je. tega. Tako, tudi tečajev je vse več, tudi sama jih imam zdaj za KD Ljubljana, tudi razne delavnice prirejamo v Sloveniji. No, se mi zdi zelo pomembno, da se v bistvu šport promovira. Ker meni se zdi super, da nekdo, ki mogoče sicer ne bi nič počel, ne sam, ne s svojim psom, da se loti vsaj tega, da gre mogoče enkrat na teden s svojim psom teč. Tako da ne tekmovalno, nič, samo da se ima s svojim kužkom fajn. Jaz res si želim promocijo Canicrossa v to smer obrniti, da je to nekaj, kar s psom lahko počneš za zabavo. Zato, da oba zase nekaj naredita in da se zraven pač še fajn mata. Ne? Ker glede na naš lifestyle, glede na to, koliko imamo vsi dela, koliko so dolgi delovniki, je težko uskladiti svoje rekreativno življenje, pa še za psa nekaj narediti. Tako da, če lahko to mogoče združiš v eno skupno aktivnost, je to že zmaga, če me Odlično. vprašaš. Kako ti uspe še s promocijo tega športa se ukvarjati, o vsem, kar Ja, itak že počneš? Tako bom rekla, prirejam te delavnice v sodelovanju s kakšnimi kinološkimi društvi in pa tečaje imam vsako leto v Ljubljani, tako da v bistvu se s tem nekako še najboljš promovira šport, zato ker ljudje lahko pridejo, ker lahko poskusijo stvari, ker lahko vidijo na licu mesta, kako te stvari izgledajo. V bistvu Bomo obesili kakšen link na to Ja, temo. lahko. V bistvu se pa v Sloveniji tudi vse bolj prirejajo in neke prireditve, dogodki, tekme, tako da je tudi tega vse več in vse boljše. a ne. Tudi organizacija je vse boljša, moram res pohvaliti to slovensko sceno. In, ja, v Kje bistvu, kle v okolici se dogaja kaj takega? A je okrog Gradiškega jezera? Okrog A so Gradiškega tam je bila treningi? tekma že nekajkrat, tudi Tekma. treninge imamo tam, ja, redno z mojimi tečajniki. Se pa tudi zdajle v nedeljo recimo odvija tekma v Hrašah, to je od Vodic mačka naprej. Je pa v bistvu ena večjih tekem vlečnih psov v Sloveniji in tak zelo prijeten Se pravi, dogodek. obstaja neka spletna stran, kjer so Tako, navedeni tako, vsi datumi, tako. Vse lokacije, obstaja. vsega Ja. tega. In se lahko ljudje v bistvu pozanimajo, pridejo pogledati ali pa tudi preizkusiti in opremo in sam šport. Tako da je Ej, v bistvu fajn, no, res fajn zadeva. Za rekreacijo ali za tekmovalne namene, kakorkoli si pač želiš. Super zadeva. Ja, mogoče še dodaten povod, ne? Ja. Odlično. Ampak to ni edini šport, ne, s katerim se ti baviš. Ne? Ti si v bistvu tudi nogometašica. Ja, tako bom rekla, no, upokojena. Upokojena nogometašica. Ja, je pa nogomet v bistvu moj šport, že od nekdaj, bom rekla, ima eno zelo posebno mesto v mojem srcu. Jaz nikoli nisem marala teči, če sem čisto iskrena. Jaz sem vedno rekla, zakaj bi tekla, če ne tečem za žogo. A ne? Ja, Mislim, ne bom tekla za brez veze. Tako da no, se zdaj tečem pa za psom. Ja. Ampak nogomet je pa res v bistvu moj šport, s katerim sem začela svojo športno pot, katerega sem tudi, bom rekla, polprofesionalno trenirala. Odraščala sem med samimi fanti, pretežno v vasi, in nekako sem si mogla izboriti mesto med njimi. Ja. Hierarhična lestvica je takšna, kot je. In to drugače kot tako, da sem se pač lotila igrati nogomet, pač ni šlo. A ne? Sem pa zelo hitro ugotovila, da ta šport meni zelo ustreza, da mi je zelo všeč, in potem se je začelo. Začela sem tukaj v našem domačem klubu, nogometnem klubu Črni Graben. Potem se je pa kakšno leto pa pol potem pojavilo povpraševanje strani ženskega nogometnega kluba Radomlje. So mi ponudili v bistvu tudi pogodbo za podpisati in tako se je pol začela moja bolj resna športna pot. Se pravi, pa ste imeli pa kaj tekmovanja po Sloveniji ali ste šli tudi kaj v tujino? Tudi v tujino smo hodili na mednarodne turnirje. Zelo močen ženski nogometni klub, bom rekla, no, super trenerji. Tako da so mi dali kar res veliko izkušenj v športu in pa v bistvu, bom rekla, eno tako posebno mentaliteto, ki jo nekako razvije športnik. In se mi zdi, da mi koristi že celo življenje, odkar sem trenirala nogomet. Kako si pa zdaj vpletena? Zdaj pa delujem kot trenerka v domačem klubu. Torej, nazaj sem šla v nogometni klub. Ne, tvoj dan mora imeti 48 ur, no. Da tole vse noter spraviš, ja? Včasih res. Ali pa si tako narediš. Včasih res. Ja. Veliko aktivnosti je, no. Da, ampak
jaz mislim, da če te stvari navdajajo z energijo in če se dobro počutiš, ko to počneš, pol ni nikoli nič težko. Ne? Pol ti vse nekaj vrača. Recimo moji mulčki na fuzbalu, ki se mi nasmejijo, ko pridem na trening, ki mi rečejo, da so me pogrešali, če sem kdaj bolana, odsotna, karkoli. Meni to tako veliko pomeni. Pa potem, ko vidim, ko že odrastejo, ko že zamenjam selekcijo, pa me na igrišču oddaleč pozdravljajo in mi mahajo. Pač to ti daje eno posebno, bom rekla, veselje. No. Tako da eno zadoščenje, tako da je res fajn. Kdaj najdeš čas za reševanje oziroma oskrbo poškodovanih živali? Ja. S tem se tudi baviš. Ja. Mislim, baviš. To bom pa rekla, da je tudi en del tvojega poslanstva. Ja, zato, ker smo toliko veliko zunaj, pa ker imam 2 lovski psici, velikokrat naletimo na kakšne poškodovane živali. Tako da se mi zdi, da se jim mami pa oči velikokrat rečeta, da nas kar najdejo te živali. In včasih je res tako. Z Žigom naletiva na toliko enih situacij, od divjih živali poškodovanih do kakšnih domačih, ki rabijo pomoč. In potem pač imaš znanje, imaš v bistvu neko osnovno znanje, kako tem živalim pomagati in jim tega potem tudi ne odrečeš. Tudi ljudje pač v okolici vejo, da smo oba v bistvu v tem fohu, bom rekla, in potem imamo veliko klicev, vsaj za nasvete ljudje sprašujejo. Tako da ja, se vedno najde kaj oziroma kakšna žival, ki potrebuje pomoč. In absolutno jo ne odrečem. In kaj naredite v tem primeru? Jo peljete na kliniko? Ja, čisto odvisno. Na licu mesta oskrbite? Kakšne stvari na licu mesta, kot pač lahko oziroma kot nama dopuščajo stvari. Zdaj, če gre za neko poškodbo, za neko ureznino, potem to oskrbiva na licu mesta, očistva rano, previjava, obvijava, v bistvu čisto odvisno od same poškodbe. Zdaj, če gre pa za kaj bolj kompleksnega, potem pa seveda na veterino pa naprej se postopa, ker takih stvari pa v bistvu na terenu tudi ne moreš. Ja, to je čudo enih primerov, verjetno takšnih in drugačnih. Ja. Velikrat je tudi tako, da so vpletene divje živali, za katere pač mi nismo pristojni, tako da je treba potem vplesti še lovce. Tako da veliko tudi z lovsko družino Lukovica sodelujemo, tako da moram tudi njih zelo pohvaliti. Tudi sama sem zdaj še lovska pripravnica. Tako da ne bom vedno rabila njih vpletati, da bom še sama postopala. Midva se bo sama dotaknila vsake teme, pa bo pa urca takole. Ker teh tvojih interesnih dejavnosti pa enih strasti v life je noro veliko. Ja, nabere se, ja. Rekla si prej, da so tvoji psi, 2 imaš? Ja, tako. Se pravi, to so reševalni psi, ne? Psici sta pa tako, da starejša je upokojena canicross psica, stara je že 12 let in zdaj v bistvu z mano še za rekreacijo teče, pa predvsem z mano sodeluje zato, da delava na promociji športa, tako kot sem prej povedala. Mlajša je pa zdaj stara 2 leti pa pol, pa v bistvu dela izpite za reševalnega psa. Se pa ukvarjava tudi s tem, tako da v bistvu... Kako pa to izgleda v parih stavkih? Gre se za to, da je to v bistvu nek commitment za življenje, bom rekla. To v bistvu vzame ogromno časa, sami treningi so kar intenzivni. Kje pa so ti treningi? Treningi potekajo na poligonu delno pa na reševini, zato ker ta pes oziroma v gozdu, odvisno kater tip reševanja oziroma iskanja treniramo. Ker te psi morajo biti trenirani tako, da so in poslušni in hkrati, da znajo dobro iskati z nosom. Ker tukaj gre za to, da v bistvu pes aktivno poišče v bistvu pogrešano osebo in jo aktivno nakaže z lajanjem. Tako da treniramo delno na poligonu, delno na ruševini, v bistvu pa najprej moraš ti kot vodnik reševalnega psa narediti izpite. A ti si že vodnica? Ja, jaz sem lani opravila te izpite, tako da sem vodnica reševalnega psa. Ker takrat, ko smo se pogovarjala, si bila na tej tik tik pred tem. Ja, zdaj si že zrihtala. Zdaj sem opravila te izpite, sem vodnica reševalnega psa, zdaj pa izpite dela samo še moja psica, tako da z njo pa morava še narediti v bistvu vse izpite. Se pravi, pol te pa lahko pokličejo ali te že zdaj pokličejo na kakšno? Zdaj še ne, mora imeti najprej pes narejene izpite. Aha, pes mora. Potem pa moraš narediti tako licenciran in mora v bistvu se tudi uvrstiti v skupino za iskanje pogrešanih oseb. Potem te pa aktivirajo. Pol pa tukaj delaš izključno s svojim psom? Izključno s svojim psom, tako je. Z njim ves čas tudi treniraš. To so res na tedenski bazi, 2-krat na teden vsaj treningi, zato ker psa je treba res redno imeti v treningu, da on išče, da je v formi za iskanje, ker samo iskanje je tako psihično kot tudi fizično zelo naporno za psa. V bistvu, če samo pogledava primer, da on išče neko pogrešano osebo v gozdu,
že tam v gozdu je ogromno enih vonjav, je divjad, je drugi ljudje in pa morajo v bistvu poiskati to osebo in jo z lažem aktivno v bistvu nakazati, ne, da jo potem mi kot vodniki pač poiščemo. Tako da je ne samo mentalno za psa naporno, tudi fizično, ne, ker mora vseeno premagovati neko podrast, skakati čez debla, velike razdalje. Za kulisje klele je res pestro in pol enemu takmu lajku, kot sem jaz, se to... Ja, se je v bistvu kar kompleksna stvar, no, ampak bom rekla tako zelo fajn stvar tudi za psa. Jaz vidim, da psica zelo uživa v tem, kar počne. Zelo rada gre tudi na ruševino, dela z nosom. Je pač tudi take pasme, ne, da ji to res ustreza. Kaj pa Lara dela za sprostitev? Mislim, se ti je tole vse, kar sva zdaj omenila, v bistvu sprostitev, ampak za dodatno sprostitev, tako rekel. Ja, v bistvu jaz grem zelo poleg rada. hoje Ja, v gost, v gost. Gost mi je res ena, bom rekla, prva ljubezen. To mi res predstavlja tak odklop od vsega. Po drugi strani pa kolo. Zdaj kolo že kar pogrešam, no, ker je bilo tako vreme, pa prej, ko sem bila noseča, tudi nisem mogla redno kolesariti. Ampak načeloma na kolo, mogoče kuške zraven, da naprej tečejo. Specialno kolo, gorsko kolo, Gorsko, trek, all mountain kolo. pa itak baterija, ne? Električno. Itak. Ne, lepo v tišini v gost poslušati ptice s kolesom. To mi je v bistvu nekako odklopno. Knjige? Ja, berem tudi, ampak bom rekla zdaj Poslušaš? v zaključkih faksa je Jih tako, ne. poslušaš? Poslušam, Mogoče. ne, v bistvu Ja. audiobooksov nikoli nisem kaj dosti prakticirala. Sem zelo pristaš papirja, res obožujem občutek knjige v roki. To mi je ena taka posebna vonj papirja, že ko stopaš v knjižnico, mi je tako nekaj posebenega. Ampak bom rekla, veliko časa zdaj preživim ob branju strokovne literature, raznih člankov, tudi učim se pretežno z knjig, tako da to veterinarske knjige so res kar zajeten zalogaj in včasih dejansko ne ostane nekega elana v glavi, da bi pa se po samem branju strokovne literature usedla še za kakšno tako literaturo oziroma za kakšno knjigo za odklop in grem rajši ven, no. Tako da več časa v bistvu se odklapljam zunaj. Katera knjiga pa recimo je pustila, ne vem, na tebi vtis? Čisto Dobro vprašanje. Tista, ki ti prva pride na pamet, tale recimo. Zdaj, karkoli bom rekla, bo grozen, ker trenutno berem same kriminalke in to res te skandinavske krvave. Vse v redu. In bom res izpadla kot en serijski morilec. Ja, nekako res obožujem kriminalke. Vse pa omenjava eno kriminalko, pa se še nekaj spomniš, da za uravnilovko neki kontra. Ja. Zdaj, moj najljubši pisec kriminalke je Chris Carter, absolutno. Tako da v bistvu vse njegove knjige, ki govorijo o Robertu Hunterju, so tako. To smo imeli tudi z mojo mamo pokojno, tudi ogromen, ker bom rekla, en bralni krožek. Vsaka svoje knjige prebirala in potem so na poti v osnovno šolo tle v Moravče to diskutirale in to so bili res eni izmed najlepših dnevov. Tako da to, no, te kriminalke bi res mogoče v spredje dala. Kaj pa kaj bolj drug mislim? Mogoče lani sem prebrala knjigo, ki se ne spomnim sicer pisatelja, ampak naslov je V iskanju pristnosti. To je iz angleščine prevedena knjiga. Ja, iz angleščine prevedena knjiga. Bomo probala najti. Zelo mi je bila všeč. V bistvu govori o tem, kako ljudje v sedanjem času ogromno delajo na tem, da bi v sebi ustvarjali neko fasado, neko sliko za zunanje ljudi, ampak v sebi so pa v bistvu precej nesrečni. Ne? In to vpisujejo v en dnevnik in potem se ta dnevnik predaja naprej in vsak napiše neke svoje skrivnosti oziroma svojo pristno stran sebe v ta dnevnik. Potem pa drug za drugim berejo in v bistvu spoznavajo, kako so ljudje vse v bistvu nesrečni. Ne? Čeprav na ven zgledajo pa v bistvu perfekten lifestyle, v bistvu vse super, ampak notranjost je pa v bistvu res en kup ene nesreče. Tako da ta knjiga se me je kar dotaknila. No, super, hvala ti se. Bom probal najti pa umestiti. Tvoje vodilo za življenje ali pa en tak praktičen. Tako bom rekla, vsaj kar se tiče letošnjega leta. Ja, na svet sebi mogoče. Ja. Nikoli v bistvu dopustiti svojim dvomom v glavi, da ustavijo tebe oziroma tebi preprečijo, da bi živel svoje sanje. To sem videla letos, ker sem avgusta rodila.
Oktobra se je pa že začel nov semester faksa in jaz sem imela od avgusta do oktobra ogromen težav v glavi, a bom jaz to zmogla. A bo to, pa ne bom rekla, da je bilo vprašanje, a bom jaz to zmogla, ker res, ko se odločam, sem kar trmasta in kar zatrmaram. Ampak mene je tukaj prvič v življenju začel skrbeti, res skrbeti še nekdo drug, se pravi moja hčerka. Koliko bo to v bistvu za njo težko, oziroma koliko bo ona trpela zato, ker imam jaz ene svoje ideje, koliko je to z moje strani sebično. Ampak moram pa tukaj res pohvaliti celotno osebje oziroma vodstvo in vse profesorje na našem faksu, ker so mi res šli na roko, stali ob strani. Tudi sama dekanja si je vzela čas zame, za sestank mi dala in ogromnih lepih nasvetov in lepih besed. In jaz sem potem res skrenila kar z rednim študijem naprej, torej po 2 mesecih po porodu. In moram reči, da to je bila super odločitev. No? Ker tudi Pika, moja hčerka, je v bistvu vse skupaj ful dobro prenesla. Tudi vidim, da nimava neke mogoče patološke navezave, kot bi rekla, kaj je pol mogoče težko, kaj jih uvajaš v vrtec, iti stran od otroka. Seveda sem začela zelo postopoma, samo s predavanji 2-krat na teden in tako je bilo vse do januarja, tako da res nisem bila veliko dni, da sem lahko normalno dojila in tako. Z rotacijami sem začela potem šele januarja. Ampak bom rekla, super. Dal mi je to eno čist novo razsežnost v glavi, da se vse stvari res da, če se lotiš, da si lahko zelo organiziran, ampak hkrati vseeno imaš veliko prostega časa, pa da se imaš hkrati lahko res fajn tudi z družino. In ja, to, kar me je skrbelo, da bi mogoče moje družinsko življenje zaradi tega trpelo, se je v bistvu izkazalo, da res moraš imeti svoje aktivnosti, da te to usrečuje, ker potem lahko to srečo projiciraš tudi na družino. Ker jaz verjamem, da če bi pa vzela pauzo od 6. letnika in zdaj ne bi študirala naprej, bi me pa to mogoče kar malo dušilo vse. Sej na ven, sva spet v iskanju pristnosti, bi verjetno delovala, da je vse v redu, ampak jaz vem, da sem vseeno takšna, da se mi morajo stvari dogajati. In če se mi ne bi, če bi samo sedela doma in gledala, kako ostali študirajo, kako v bistvu opravljajo prakso, bi bila verjetno kar nesrečna. No? Tako da v bistvu se zelo dobro počutim glede sebe trenutno in bi res v bistvu položila vsem, ki naj jo zdaj poslušajo, na srce to, da če imate neko fiksno idejo, v katero ste prepričani, da si jo želite početi, če imate neke sanje, ki jih želite živeti, pol dejte se jih res držati v bistvu. Ne glede na vse, če ste srečni sami vse, boste tudi za druge lahko to srečo v bistvu projicirali. Tako da to se mi zdi ful pomembno in to je nekako spoznanje letošnjega leta. No. Hudo. Ja. Jaz bi klele mogoče kar zaključil, ker je fantastična frekvenca, mogoče tudi pol za tale zaključek, pa za nadaljevanje naslednjič. Tako. Ko bo mogoče več šanse, da se pa kakšne tematike še malo bolj resno lotva, pa greva globje. Absolutno. Da, z veseljem. Lara, lepo, da si prišla, res sem vesel. Pa upam, da se čim prej nam spet rada dol sest. Pa kakšno reči. Tudi jaz. Hvala, David. Športniki takole, ja, ne? Tako. Čau. Adijo.